nas ojača. Dobro jutro, vsem želim v 2. september, tork je 7:03. Dobrodošli na radiju MTK, ki oddaja iz 5. dimenzije na valovih radija Megahertz. Ja, takole sem se odločil, da sporočim eno tako zanimivo ugotovitev, ker pač pri meni ugotovitve padajo ena za drugo. Sem mislil, da se vsem to dogaja, pa očitno ne. Kaj ti, če hočeš, da se ti kaj dogaja, moraš se za to odločiti in jaz sem se za to odločil, da me stvari zanimajo. Kaj se dogaja v družbi, predvsem pa me je močno pritegnilo znanje psihologije posameznika in seveda množice družbe. Vse to so že raziskovali pred nami in Young in zdaj se jih ne bom spomnil. En kup ljudi pred mano je študiral človeško psihologijo. In iz tega naslova lahko v današnjem času en kup stvari razumemo drugače, kot smo si jih interpretirali pred leti, sploh zaradi tega, ker so nas šole in sistem ter vzgoja in družba učili daleč stran od tega, kaj je prav, kaj je psihološko prav. In v času od korone dalje, ko smo videli, kako so ljudje prestopili meje zdravega, meje človeškega, meje sprejemljivega, meje dostojanstvenega, meje, bom rekel, teh osnovnih človeških lastnosti in da rečem nad tem človekovih pravic. Zdaj pravica živeti, jaz ne vem, je to treba kaj posebej zapisati, pravica do tega, da človek lahko svobodno razmišlja in svobodno izrazi mnenje, mar zato rabimo dovoljenja in zakonodajo. Ne vem, če je to tako, potem moramo zdaj tudi medije malo povprašati po njihovem zdravju, ne, v kontekstu tolkene zmede, pol resnic, zablod in neuporabnih informacij, torej tračari in čenčari, je totalno ven od tega, kaj bi človek moral vedeti. V današnjem času smo se, v zadnjem času, vsaj z moje strani, smo se mnogo pogovarjali o tem, da nismo vsi ljudje enaki, pa smo rekli, eni 100 mater niso ljudje, ker tako se obnašati enostavno ne moreš, to ni človeško, kaj nimaš vse unih osnovnih človeških zakonitosti, kaj ti je res mar samo za svojo rad, mar je res najbolj pomembno, da si ti ujel kapico in jo strgal otroku iz roke, ki jo je pravzaprav otrok ujel, ti, ki si pa bogataš, si jo pa strgal. To je danes aktualna tema na 24 ur, kjer je nek bogataš strgal otroku kapico iz roke, ker jo je ujel na nekem, neka tekma. Zdaj pa obžaluje. En kurac obžaluje samo to, da je bil viden, pa da je bil dobljen, ne pa to, kaj je naredil. In nekako v družbi ne sme biti normalizirana nemoralnost, se zastopimo. In ljudje moramo prepoznavati tisto, bom rekel, ljudi, ki v sebi nosijo. Ne kako izgledajo, ampak ali v sebi nosijo človečnost, ali vsaj zametek nje, ali pač ne več. In mi smo to definirali kot ego, kot narcizem, kot ljudje ne vedo, ljudje ne razumejo, imajo nizko zavest, ovo. Jaz ne bi rad nikogar srečal v življenju, pa mu rekel, veš kaj, ti si pa narcis, ali pa veš kaj, ti imaš pa velik ego, ali pa veš kaj, ti pa si čist zabit, ali pa veš kaj, ti si prepotenten. Jaz teh stvari s temi oznakami ne bi želel nikogar označevati, zaradi tega se temu tudi zelo izogibam. Prav zaradi tega ves čas iščem, kako pačmo se mi poimenovati, dragi moji ljudje. In ugotovil sem eno zelo lepo stvar, ki pa ni vezana na to, kakšen človek je, ampak je vezana na to, kaj se je odločil. A ne? Torej, mi gledamo ljudi, ki nočijo videti ne pedofilije, ne adrenokroma, ne izdaje, ne genocida, ne prevare medijev, ne igralskega odra, političnega parketa. Nič tega nočijo videti resnice o svojih partnerjih, o svojih sodelavcih, o svojih prijateljih, o svojem okolišu. Nič nočijo videti in slišati, ne o satanizmu, pač nočijo. In zdaj mi smo rekli, ali si ti zabit, ali si mal blesov, ali si nečloveški, ali kaj s tabo, čist munjen. Seveda,
Najlepša izmed vseh možnih, bom rekel, to ni obsodba, ampak definicija je ta, da so se ljudje odločili, da ne želijo videti. Oni želijo ne vedeti. In če ne želijo vedeti, čemu bi jih silili, če so se pa oni odločili, da ne želijo videti in vedeti resnice. Zakaj? Vemo. Meni je jasno, zakaj ljudje nočijo videti resnice, zakaj ne želijo uvideti v dejstva. Mogoče čisto na hiter, zaradi tega, ker če bi videli resnico, potem bi se tisto njihovo prepričanje, verovanje, belief system, program, ki ga nosijo, bi prišel v kontradiktornost in v tem primeru bi mogli priznati, da so imeli narobe, in priznati, da si imel narobe, pomeni, da v bistvu se ti sesuje cela slika o sebi pred sabo in pred drugimi. Seveda to pa je nekaj, kar ljudje nočijo, ampak zgodba in zgodovina nas uči, da je treba iti to the rock bottom, torej na čisti podan, izgubiti čisto vse, da tam začneš postavljati svoje prave temelje. In temelj vsakega človeka je spoznanje globine lastne biti. Dostikrat smo rekli, dvigam vibracijo, kot bi plezal višje, pa si lahko rečemo tudi, ali pa se poglobi nekoliko globlje v sebe, kaj ti v sebi najdeš tisto, kdo si. Če iščeš na zunaj, da ti bo nekdo povedal, kdo si, pol boš narobe zvedel, a ne? Torej moraš ti pogruntati, kdo si, ker ljudje tudi čakajo, kdaj bodo mediji rekli, dobro, zdaj pa nehajte verjeti nam, pa začnite verjeti samemu sebi in svojemu srcu. Za mnoge je to kar problem, ker mnogi ljudje so ta moralno-etični kompas zatavšali, razbili in nimajo pojma kam in kako. O tem smo se pogovarjali tudi pred časom že, da bo mnogo ljudi izgubljenih, ko bodo padli na trda tla, ko se bo zrušil babilonski sistem, ki se ruši pred našimi očmi, pa vendarle nekateri so se odločili, da ne želijo vedeti in videti, kako propada. Ne želimo ali želimo. In to je zdaj po mojem osnovna definicija, da ljudem lahko rečemo, ti pa nočeš videti, nič hudega. Je kaj pa to? Je v redu, je v redu. Ne rabimo se z nobenim pregovarjati, ljudi dajmo sprejeti takšne, kot so se odločili, da želijo biti. Pa vendarle, kdo bo prepoznal razliko med človekom, ki se je odločil za to, da bo ignoriral resnico, in tistim, ki raziskuje? Kdo? A bo Trump prišel vam na dvorišče to povedati? A čakate, da pridem jaz? A čakate, da bo Pahor vam prišel to povedati? Ali kakšen Kučan ali kaj takega? Kdo, če ne ti, in kdaj, če ne zdaj? Ne rabimo revolucije, samo prepoznavo. Samo prepoznati moramo ljudi, ki so rekli, ne zanimajo me dejstva, ne zanima me vedeti, da je satanizem bil še kako vpet med nas, ne zanima me, kaj so delali z otroci, da so se črpali z njimi, ne zanima me, da je človeško meso v prehrani, ne zanima me, da je farmacija proti nam usmerjena. Dajmo sprejeti, ljudje takšni pač so. Ja, pač taki so, ampak to še ne pomeni, da pa se moramo mi zdaj z njimi petljati in izgubljati energijo, da jim dopovedujemo, kaj vse je res, pa kaj ni res. Škoda, brez veze prepozna. Dober je, da se vsak sebe nadgrajuje, raziskuje, poglablja in išče bom rekel, vzorce, ki jih družba ima. Družba ima klasične vzorce, nič takega. Pa še nekaj, veste kaj, v resnici je vse povezano, v lažeh pa manjkajo določeni segmenti. In čim se ti začneš spraševati, kaj pa tukaj, ker je čudno, hiter preusmerijo zgodbo, ne sprašuj tam, ker tam itak nismo še do konca dodelali te strukture laži, ampak in te bomo zapeljali levo. Ampak kdor išče resnico, v resnici je povezano vse, in to zelo, zelo logično. Dobro jutro želim pravzaprav vsem prisotnim, edina, ki se pa razpiše, pa je Sabina, ki praviš dobro jutro v prijetni debati, dobri družbi in seveda resnici. In ja, nositi resnico je stvar odločitve. Kdor se odloči, kdo se odloči, je pa tudi jasno, kot praviš. Absolutno je nadaleč videti, kdo se je odločil, da resnico želi, in kdo se je odločil, da po resnici živeti noče,
ker se še vedno vidi kot v zelo varnem in ugodnem okolju, ko nosi masko, svoj ego, svoja prepričanja. Dajte se zavedati, da brez raziskovanja ne moreš priti nikamor, in ego sam po sebi je znak nizke zavesti, nizkega razumevanja in najbolj zanimivo je, da ego je tisti, ki kriči: jaz že vem, kaj boš ti meni razlagal, jaz vse vem. Veš ti moj ti nimaš pojma o ničemer razen temu, kar veš, tisto malo. Nikogar ne mislim žaliti ali karkoli, seveda, ljudje marsikaj vedo, ampak nihče ne ve vsega. Največji modreci zgodovine so rekli: joj, koliko stvari še ne vem. Pa srečaš tlenega gumbca iz Cerknice, ki pravi: kaj boš ti meni razlagal, jaz vse vem. Pa ni odprl ene knjige, ni prebral enega mima, ni poslušal ene pesmi poglobljeno, on pa ve zdaj vse. Mislim, halo, ne veš nič, bukso. Ne? In isti ti se z vlogo, pravi Sabina, torej osebo, torej persono, v tej iluziji ni resnice. Ja, persona, sem si včeraj napisal, je tisto, kar je Jung definiral, je tisto, kar nosimo v družbi, pravzaprav vsi, ker konc koncev se moram tudi jaz adaptirati, oziroma prilagoditi malo nižje, da naštelim ven, da sem sploh sprejemljiv, ker če bi jaz bil pred ljudmi točno tak, kot sem, bi me strpali po njihovih normativih v psihiatrijo, zaradi tega se moram bistveno bolj nazaj zadržati, da sem normalen, ker saj sem, da sem meren, ampak da bi jaz želel se izraziti, kot se jaz želim v družbi, ne bi bilo dobro. Ampak to je Jung, ki rekel, to je persona, nekaj, kar nosimo v družbi. Je pa seveda to nekaj drugega, kot v družbi biti Jackson, pa ne vem kaj, v bistvu pa v ozadju reveš. Pri meni je glih kontrafilm, ne? Jaz se moram spustiti, oni se pa delajo, da so, pa so doma mizerni, ne? Nosilec vloge ne razvija sebe kot človeka, ampak namišljeno persono, ki je del igre zavajanja od bistva. Itak da ja, ne moreš se nikamor razvijati v svojo avtentično energijo, če pa nosiš masko. Ega nimaš več kam razviti, ego je treba razbiti, ne pa razviti. In potrebna je človekova rast, ne pa rust. Rust je rja po angleško, torej potrebna je naša rast, ne pa rust. In sem si še eno prej napisal. Ja, in v življenju so nam dani razni testi strani univerzuma in pride točka, ko dobiš potrditev you passed the test, torej si ga pasal test. Ampak, a veš, past je tudi past, ne, you passed the test, torej v preteklosti smo ti pojdi v preteklost, padel si v past in tako, mislim, besede so zelo blizu in podobne in dajte se poigravati s to našo slovnico in slovenščino. Nekdo je rekel, da ne bi smel več uporabljati besede resnica, ker to je urok in tako, in da bi mogel govoriti res je da, torej iščite res je dado, ali kako zdaj so si zamišljali, da moramo to slovnico. To so fantazije, dragi moji, resnica je resnica, fantazija pa pravi, dajmo reči ne resnica, ampak res je da. No, prav, pa iščimo res je dado. Ali kako pizda, fantazijsko je to nemogoče, buksli, ne me hecati, ne me imeti za bebca, ker sem vse že preštudiral. Valerija, praviš, da resnica je tu za vse, vedno, ni pa vsak za resnico ves čas. Zelo lepo si povzela, drži, resnica je skozi tle, sem videti jo. In kdo jo bo videl? Kdo? Če ne ti in kdaj, če ne zdaj? Ne moreš čakati še 5 življenj, da jo boš zagledal, ker resnica je tukaj. Je pa res, da je na momente ta resnica tako šokantna, grozna, določene pasaže so toliko grozne, da v bistvu moraš biti pripravljen jih sploh znati pogoltniti. Toliko so ene stvari globoke. In je že res, da je resnico fajn iskati, ampak jo treba znati tudi prenesti. Po drugi strani resnica nas bo vse osvobodila, pa vendar. Predtem zelo boli razpad tistega, kar ni resnično. In jaz sem v svojem življenju šel čez pasaže izgubljanja, drobljenja, razbijanja, topljenja lastnega ega, ki ga primerjam z enim dresnikom, ki se hitro razrašča, ki je iz najmanjše koreninice naredi sranje in tako. Ampak ja, potrebno je iti naprej.
oziroma potrebno je izčupati čist vsak košček te korenine ega, ki jo imamo. Sabina, praviš, da laž lahko obrneš na milijon načinov, pa bo še vedno laž. Drži, in laž potrebuje vzdrževanje, ne? Resnica stoji takšna, kot je, laž pa potrebuje zagovornike laži in lahko vidiš, koliko ljudi je povezano v to laž. Varno in učinkovito je začel kričati eden, pa so pa za njim kričali mnogi, vplivni, manj vplivni, in celo tisti, ki so malo manj s palcami šli na nas, da smo mi nevarni za tiste, ki so se cepili. Torej, tisti, ki se nismo cepili, smo bili nevarni tistim, ki so se šli zaščititi. Torej, čist na glavo vse. Torej, vidimo, koliko ljudi je sodelovalo v tej laži in ta laž je kolektivna. In če lažnivci utihnejo, ostane kaj? Valjda resnica. Valjda resnica je tista, ki prihaja na plano, ampak dajmo si naliti čistega vina, resnice nam mediji ne bodo povedali, politika tudi ne, tudi sodniki, sem včeraj ugotovil, da sodnik bi mogel biti v prvi vrsti empat, da bi iz višje zavesti, da bi lahko razumel stvari. Višja zavest je vezana na srce, na empatijo in sodniki bi v prvi vrsti morali biti empati, da bi lahko razumeli dogodek. Ne samo to, nekdo je nekoga napadel. Človek bi mogel širše pogledati, zakaj, kaj je motiv, odkje to izvira, za koliko časa že, v kakšni povezavi s tem in tem dogodkom in človekom. Ampak vidimo, da sodnija ne dela na tak način. Ne? Ja, takrat, kadar je treba zaklati empata, so zelo detaljni, kadar je pa treba rešiti rit njihovemu pristašu, tam pa hiter pozabijo na motive. A ne? Torej, že v sodniji je videti ta lapsus in enako bi moralo veljati tudi za voditelje. Voditelji ne bi smeli biti igralci na političnem parketu, ampak voditelji iz naslova vizionarstva, da vidijo stvari s širšo sliko, kam so tendence. In v bistvu, če mene kdo kaj vpraša, je že čisto jasno, kam kaže tendenca. Tisti, ki so se odločili, da bodo šli po poti ignorance. Jaz vem, kam to pele in to ziher ni dober. 100% sem, da kdor danes ignorira dejstva, ta pot mu ni dobra. Dobro je, če človek v bistvu začne raziskovati, ker, dragi moji, jaz se borim z raziskovanjem cirka 30 let. In v zadnjih 5 letih od korone dalje je to moje raziskovanje poglobljeno, da ne rečem, kaj se mi dogaja zadnje 2-3 leta. To je eno tako neskončna gmota raziskovanja in ali sem si vzel, ali mi je življenje tako pripeljalo, ali sem mogel, jaz enostavno 24/7 sem v raziskovanju, zaradi tega, ker vem, da to je dobro zame in to, kar jaz nagruntam, je dobro za vse. In slej ko prej pridejo ven stvari, ki jih zapisujem, poglobljeno in širše razumevanje in tako, da bi ljudje lahko razumeli. Do takrat pa žal ima možnost raziskovati vsak sam. Nikoli do zdaj na svetu ni bilo toliko verov, toliko možnosti za raziskovanje in kdo bo raziskoval namesto vas? Kdaj bo nekdo raziskoval namesto vas? Morate se zavedati, da mediji in politika nikoli niso, oni so bili samo nadomestek in religija za tiste lene ume, ki niso želeli raziskovati. Kdorkoli je raziskoval, sam je najdel drugačne informacije, kot jih ponuja družbeni narativ. A ne? In nikoli do zdaj ni bilo toliko možnosti za raziskovanje. Torej imamo cele največje knjižnice, imamo dostop do največjih knjižnic, v žepu imate dostop do tega. Torej telefoni in računalniki prek uporabe umetne inteligence, ki zna zelo hitro iskati podatke, lahko pridete do najbolj norih zaključkov, ki so možni. A ne? Jaz si tega veliko zapišem in veliko tega tudi shranjujem za čase, ko bodo ljudje želeli raziskovati. A ne? Ja, in danes nočejo slišati, nič hudega, odločili so se, Sabina, da nočejo slišati, ampak vemo, kam jih pelje ta pot in opozarjamo jih na to. Kot se pritiče prerokom, preroki so vedno opozarjali na resničnost, vedno so opozarjali na pretečo nevarnost, vsi preroki so to počeli in glede na to, da opozarjam že 3 leta pa pol, kaj je prav pa kaj ne delati,
je v bistvu čist na mestu definicija, da sem prerok. Ne? Ampak to zdaj sam sebe poimenovati, pol ljudje spet narobe razumejo, ja, kva pa misliš, da si. Sploh ne, gre sem za to, da sem pogruntal, kdo sem. To je vse, kar je, ne kaj, ampak kdo. Vsak izmed nas je prerok, če gre poiskati resnico, kakšna je in ugotovi, kakšne so tendence, ki jih imamo. Joj, pa sem pa korono dobil. Hvala lepa, Sabina. Kako zanimivo, ljudje poslušajo sleherno laž, resnice pa noče slišati tudi za ceno glave. Ne? Ja, zaradi tega se ne bomo mi več pogovarjali o tem, ali so narcistični, ali so egoistični, ali so neumni, ali so prodani, ali so v mreži. Mene to sploh ne gane več, enostavno ljudi bom, ker to pa lahko rečem v obraz vsakomur. Aha, nočeš ti slišati resnice. Aha, torej si se odločil za ignoranco. Zoprno. Ok, ne bova več. Zdaj, ti se na moj nivo nočeš, ti mene poslušati nočeš, no problem, ampak zavedaj se, da če ti nočeš poslušati mene, kje piše, da jaz moram tebe, adijo, čau. Ni panike, lej, vse v redu, spoštujem tvojo odločitev, vse lepo in prav, ampak ker je odločitev tvoja taka, jo ne bom motil, jo ne bom spreminjal, naj ti življenje pokaže, kje je rock bottom. In točno tja te pelje pot ignorance. Rock bottom in ne bo ti nucal noben, ne denar, ne izobrazba, ne veze in poznanstva. Nič ti ne bo nucal zaradi tega, ker v bistvu človeštvo prehaja in se ločuje. Pravzaprav v tem trenutku ne vam povem, da če definiramo ljudi na odločene in neodločene, torej odločeni za biti ignorantski, torej delovati tako, da resnice nočeš slišati, ti ljudje lahko rečemo, da so zataknjeni še vedno na tretjo dimenzijo, torej dimenzija in frekvenca strahu, sistem prepričanj, verovanje v sistem kot tak in tako. Na drugi strani pa imamo ljudi, ki iščemo in se dvigujemo v zavesti in prehajamo bližje samemu k sebi, temu pa lahko rečemo, da je to neka druga frekvenca, peta dimenzija. In v tem trenutku se na Zemlji več ljudi je, ki je na peti dimenziji, če dalje več. In vsi ti ljudje smo se izvzeli iz množine in množice tridimenzionalnih ljudi, ki so se odločili, da nočejo videti resnice in bi še vedno delovali na parazitski sistem. Parazitski sistem na mene ne zanima in se z njim ne želim družiti. Ne? Se pa želim družiti z ljudmi, ki že imajo zametek ali delajo na sebi in imajo vsaj željo vedeti. Ne? Torej znajo vsaj prisluhniti nekomu, ki je stvari predelal. Jaz dostikrat sem kaj spregovoril, pa so rekli, ti si neumen. Nisem neumen, to je daleč od tega in seveda jim nisem verjel. Ampak kdor želi prisluhniti, je več kot dobrodošel. Kdor pa ne želi, pa ne rabi niti za mojo mizo sedeti. Toliko je prišlo to daleč. Torej, tretja dimenzija, torej frekvenca strahu in sistemu prepričanj enostavno ni več kompatibilna z ljudmi, ki smo svojo zavest dvignili. In dobro jutro, Monika, želim tudi tebi in hvala lepa že za prvo darilo. Jaz seveda čakam, da se tale komad odvije do konca, da naredim eno čist prekratko pauzo. Ampak ja, naj vam povem še to, da so nas ljudi, ki smo začenjali, empate. Načeloma smo živeli v vojni, kjer se je v bistvu iskalo, da se empate eliminira oziroma barem loči drug od drugega in empati imamo lastnost, da občutimo čustva svoja in druga in občutljivost so definirali kot šibkost. Šibkost, joj, pa se ena krona, hvala lepa. Empatija in občutljivost ni šibkost. Empatija je naša največja moč, ko jo pravilno uporabiš, kadar je pravilno usmerjena. In tihi umik, kadar se umaknemo od teh tridimenzionalnih ljudi, ki so se odločili, da ne želijo slišati resnice. Oni so se odločili in to zelo zavestno, niso se po nesreči odločili, da nočejo slišati, a ne, torej sprejmimo njihovo odločitev in kadar se tiho umaknemo od njih, je to ščitenje sebe in ščiti ga dovolj dolgo, da postaneš to, kar si v resnici. Kajti
v 5. dimenzijo ne skočiš čez noč, ampak je to proces in procedura, opisana večkrat na več načinov. Sonja, dobro jutro, tudi tebi me veseli, da si nas najdla v ranem jutru, 2 minutki pred 7:30, ko se pogovarjamo o tem, kdo bo prepoznaval ljudi, ki so se odločili, da ne želijo slišati resnice, in kdaj bomo to prepoznavali. Kdo? Zdaj in mi. Mi smo tisti, ki moramo to narediti. Ljudje čakajo od rešenika, da bo prišel njim potrkati na vrata pa rekel, ja, poglej, ti si super, ampak mož ti je narcis, pa hčerka ti je tudi zaglajzala v verovanje sistemu, pa sodelavka te tudi žre na dnevni bazi in sosedova Marička. Tacga rešitelja ni. Zaradi tega je izobraževanje toliko pomembno, da človek zna prepoznati. Jaz sem do tega prišel z globokim raziskovanjem psihologije, ker me zanima, tak pač sem. In jaz moram tole preskočiti, a veste, zakaj moram Leonarda preskočiti? Zaradi tega, ker mi sicer ne morem, YouTube mi zablokira. YouTube mi zablokira, reče, tole je pa prepovedana glasba. Kaj tacga. Ja, minutko, oziroma nič minutko, ura je 7:30 in to je, jaz mislim, pravi čas za požirk kratke kave, ena prekratka pauza in Eurythmics, ki pravijo Here comes the rain. Rain, prihajajo naše nove kode. Dragi moji, želim vam dobro jutro in upam na vaš kakšen komentar med tem, ko poslušamo Eurythmics. Dobro jutro vsem. Ja, in primarni svetlobni jeziki govorijo resnico, kot pravi tale meme, talele. Primarni jeziki govorijo resnico in ljudje so se odločili, da tega jezika ne želijo govoriti. Še kaj? Walk with me. Ja, in vsi poznamo besedo opozicija, to ni nekaj, kar je doma zgolj v politiki. Opozicija so tudi ljudje, ki so na opozit strani, torej niso na strani resnice. Oni so se odločili, da bodo ostajali na strani, ki jo poznajo, stran laži, strahu in manipulacije ter maškarade. In ja, ne razkriva se le vlada, pa mediji, pa zdravstvo, ampak se razkrivajo manipulatorji v vseh krajih in družinah, ki so razbili mnogo prijateljstev in partnerskih vezi. Ti manipulatorji so vplivali na empate iz ozadja. Torej, pa smo ugotovili, kje so strici iz ozadja, in ti strici iz ozadja ne bodo več skriti, kajti vsi so trekerani in sledeni.
kadar ljudi soočaš z resnico oziroma kadar se postaviš v svojo avtentično biti, takrat ljudje v bistvu morajo nekaj priznati, ampak ego noče priznati ne greške, ne napake, niti da je kdo nad njim. In oni priznavajo s svojimi dejanji oziroma odzivi na vašo auro povedo prav vse, kar rabite vedeti. Ne rabite ljudi poslušati, kaj vam govorijo, ampak gledajte njihova dejanja, kako se odzivajo, kako delujejo na vaš novi jaz, ker vaš novi jaz je bistveno bolj svetla aura, ki se jo seveda bojijo. Ni jim ugodno in udobno ob vaši zlati in pozlačeni ter prečiščeni auri. Zagotovo ne. The older I get, the more I think you only get a minute, better live while you're in it, 'cause it's gone in a blink. And the older I get, Torej, če smo rekli, da se ločujemo na 3 in 5, torej 3D pa 5D, dajmo reči, da je 3D vezan na strah, ignoranco in ego, 5. dimenzija pa je vezana na ljubezen, knowledge, znanje ter na skupnost, človečnost, humanost in razumevanje. Tako tistih, ki so ostali v 3. dimenziji, kot sprejemanje tistih, ki so svojo odločitev, da bodo iskali korak naprej in raziskovali ter se dvigovali v frekvenci razumevanja tako enih kot drugih. but you don't need a lot when the ones that you got have always got your back. And the older I get, the better I am. Ja, in brezpogojna ljubezen je tisto, kar nas druži in zavezuje drug drugmu, in ta ljubezen ni nekaj, kar iščemo zunaj sebe, ampak znotraj sebe. Ljubljenčki znajo pomagati, ampak srečati ljubezen v sebi je prva stvar, ki jo iščemo. Narobe smo iskali ljubezen tam zunaj nas, da nas bo nekdo zadovoljil v pomanjkanju ljubezni, ki jo nosimo kot posledico pomanjkanje ljubezni v mladosti ali pa razočaranju ljubezni v mladih letih, ko smo bili razočarani nad partnerji, nad življenjem samim, nad ljudmi in tako naprej. Ja, mnogi si mislijo, da duhovno življenje človeka odpelje stran od realnosti, pa ni res. Duhovno življenje v bistvu nas vodi globlje v življenje. Tako da poglobiti se sam vase, dejstvo je, da je pasaža med tem, ko si bil to, kar si bil iz naslova ega, in med tem, ko postaneš to, kar si, ta pasaža vmes resnično zgleda in tebi in tvoji okolici, kada si res mal šel v maline, se temu reče. I don't know why, I guess that I've got more to say. Ja, in ko aktiviraš srce, potem se ne pustiš več zmanipulirati, in v tej družbi je to imenovano kot grožnja, kot izdaja in ne vem kaj. In naj mi en pove, po kateri logiki je biti pristen in avtentičen grožnja in po katerim zakonodaji je to prepovedano in po kateri zakonodaji je dovoljeno, da nekdo avtentičnega človeka začne in blatiti in spotikati in overati ter dušiti na njegovi poti. In nikaj, ko se v zavesti dvigneš, ko vžgeš srce, ko se dviguješ po lestvici zavesti višje in višje, enostavno tudi vidiš ne samo to, da si dobil nož v hrbet, ampak kdo je držal nož v roki. In to pač je nekaj, kar niso želeli, da mi vemo, mar ne? In mnogi si narobe predstavljajo, pravijo, ja, zdaj pa iščeš neko slavo, ne? Ne iščem slavo, ampak iščem pravico, in ne samo v teoriji, pa ne samo zase, ampak na tem svetu je nepravičnosti
ne broj in ne smemo je normalizirati in reči, kaj pa češ je nepravičnost, kaj pa češ tako pač je. Dragi moj, na tak način meni ti poveš, da si del nepravičnosti in to pa jaz se ne bi s tem prav pretirano hvalil, a ne? I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. Še mal pa bo kostan, gobe so že. You and I will burn this town. Valerija, se strinjam, zelo veliko pomeni, kako mi nosimo sami sebe in kako se odzivamo na reakcije drugih. Nas bo to ustavil ali nas bo spodbudil, to je to. Načeloma, družba vedno želi nas spotikati, da ne bi dosegli svoje svetlobe, zaradi tega je potrebna zaščita pred njimi in absolutno je potrebno se zavedati, kako mi nosimo samega sebe in svojo svetlobo. Večkrat sem poudaril, act accordingly. Da si čvovk ali niš čvovk. Češ čvovk, pol se noske čvovk. Čez pa pezde, ta vase govtnu, pol pa se obnašaš ke pezde in se tudi nosiš ke pezde kot alfa samci, ki mora biti najglasnejši. Veste, moč ni najglasnejša, agresija ni izkaz moči, ampak glih kontra. Torej, glasnost, jeza in agresija nikakor ne pomeni, da je to moč, ampak je ravno nasprotje prave moči, ki jo prenaša duša, ko je povezana z verom. Ne? Mar ni Bog vsemogočen? Bog mu rečemo, drugače je to či, oziroma energija vesolja, ni kaj. He said, you and I will burn this town. Ja, in včeraj se je začela šola, novo šolsko leto, kjer bodo otroci prejemali znanje, ki ga potrebujejo za to, da bodo kaj? Dobri, poslušni, sužni, noben po 8 letih šolanja ne bo imel znanja o tem, kako se zamenja guma na avtu, na kolesu, ne bo se noben naučil, kako se pripravi zelenjava na vrtu, noben ne bo se naučil, kako s financami, noben se ne bo učil, kako biti bolj umerjen, noben se ne bo učil, kaj so grehi in kam te pripeljejo, noben se ne bo naučil tega, kako povezati sebe s svojim višjim jazom, noben se ne bo naučil tolerance drug do drugega, ampak se bodo naučili tega, da je treba drug drugega v bistvu blatati in v bistvu gangstalkati in v bistvu posmehovanje, bullying, tega bodo deležni naši otroci, več kot, bom rekel, sočutja in človečnosti. Pa vendar, sleherni učenc oziroma dijak, ki bo izkazal, da še nosi človečnost, je v tej šoli, v tem razredu, kjer se nahaja, svetla lučka, svetlo upanje in to velja za vsakega izmed nas. Vsak, ki še ima in ki premore, bom rekel, človečnost, dostojanstvo, spoštovanje, vsak tak šteje. In če si to ti, potem bodi še bolj tak, bodi še bolj človek. Sej Jezus nam ni prišel razlagati, kako je treba iti na križ pa umreti. Jezus je arhetip človeka, ki je avtohton, avtentičen, nosi svoj križ in dviguje svojo zavest do te točke, da je rekel, še večja dela boste delali, kot sem jih delal jaz, več od teh čudežev, a ne? Sabina praviš, da je treba spet srce aktivirati in povrnilo nas bo nazaj v življenje. Absolutno, srce so nam zatrli, nas po srcu ranili, zmešali so nam čustva, zmešali so nam in včeraj in večkrat sem rekel, ljudje smo v bistvu prečudovita bitja, da ne bo pomote, ampak imamo tako zmešana čustva, tako zmešan ljudje so včasih verjeli v razne banane, danes pa v bistvu kot bi poveličevali sistem, kot bi njega častili.
Ne? V bistvu med tem, ko se jim ta predmet čaščenja v bistvu ruši pred očmi, Evropa razpada vsem direkt pred očmi. Mediji ne morejo znositi stvari skupaj. Po drugi strani pa Trump in Putin in Xi Jinping in Mundi in King Jong-un in Salman vsi rinejo s svojimi močmi naprej in resnica je neustavljiva. Ni šanse, da se ustavi in lažnivi gobci ne morejo več obdelovati, ker ljudje se zavedajo, da lažejo in da so v lažeh prepoznani, zaradi tega se umikajo, zaradi tega so čedalje tišji. Ne? Verjetno ste zaznali, da v socialnih omrežjih ni več toliko sranja, toliko negativnosti, sploh v komentarjih, ker načeloma ti provokatorji ne ustvarjajo svoje vsebine, oni njim nič ne napišejo, oni nič ne posnamejo, oni samo delijo od nekoga ali pa še to ne, znajo biti pa pod komentarji zelo, zelo brihtni. Ne? In ko ta vzorc prepoznaš, v bistvu vidiš, da oni niso kreatorji. Ne? Ko meni nekdo reče, kaj jaz moram, dragi moj, imaš svoj profil, imaš svoj YouTube, svoj Facebook, svoj TikTok, naredi vsebino, probi ljudem dati, da bodo razumeli, kar ti razumeš. To je vse, kar je. In to se zahteva od vsakega izmed nas, kajti mediji nas ne bodo naučili tega, kar je nujno potrebno, kar prihaja iz zgodovine, iz prazgodovine, ko se moramo spomniti, kdo smo. Ljudje, mar ne? Z normami, z etiko, s človečnostjo. Celo vesolje posluša izvorno kodo, če ćemo temu tako reči. Posluša kozmos, posluša tega ata, tega našega stvarnika. Celo vesolje, vsa bitja vesolja in vsa bitja te zemlje poslušajo signal, ki ga pošilja ata. Bog, univerzalna zavest, kjer telepatija obstaja. Edin človek je bolj brihten. Človek je pa bolj brihten in je rekel, koj kurac, jaz če piše, da ne smem lagati, koj kurac, veš, da sem zlagal, veš, da rabim tle enega BMW-ja, ne. Narobe, človek je odklopljen od svojega vera in tako smo bili naučeni in to ni prav. Naši indijanci, naši pradedki, naši praslovani so vedeli, da če želiš postati bog suverenosti, če želiš postati Perun, če želiš postati tot, pol ti šola te bo to začepila, naredila ti bo zamašek. Če želiš biti bog, pol postani to, kar si, in to, kar si, je vsemogočna sila. In ne vam povem, da se sistem boji slehernega prebujenega, zaradi tega, ker sleherni prebujeni lahko vpliva na množice. Zaradi tega toliko ene gonje proti vsakmu, ki se je prebujal. Kaj veste o Prešernu? Da je bil pijanc, a ne? Pa da je smrdel, a ne? Še kaj? Še kaj so od nas naučili v šoli? Danes pa beremo njegovo zdravico, pa sonetni venec, pa za zraven en dominus vobiscum, pa povodni mož, pa tako. Ker je bil neumen. Ja, takrat so vsi krčali, da je neumen. Ampak jaz sem se v njega poglobil. Majster je bil daleč nad povprečjem in se on s tem ljudstvom ni imel kaj ment. On se je že takrat oddalil, osamil in rekel, gonte se v 3 krasne, jaz bom vzel svinčnik pa list papirja, pa vam bom kaj napisal. Da je vsega zla je kriva, pravi sveti Kozmijan. Ne? Vsi poznate, kako oče Janez Ječmen se je tam na polju pri Ljubljani. A ne de? Pravi Sonja, da so komentatorji iz Kavča. Ja, v bistvu so provokatorji. Oni se želijo argumentirati, prerekati, negirati. Sem rekel opozicija. Oni so pač opozit. Sem kofi dubu, hvala lepa. Kdo je to poslal? Kdo je to? Berni, hvala lepa za kofetka. Hvala lepa vsem za to, da razumete, da vam ponujam kar nekaj znanja, širine, dobre vole in konc koncev energije, ki vam jo verjetno ne ponuje se na vsakem koraku in me zelo veseli, da znamo to izmenjavati. Me veseli, hvala lepa. Opozicija, ti kavč komentatorji so v bistvu opozit. Oni ne ustvarjajo vsebine, oni vsebino zagledajo in so njej opozit. Oni naredijo vse kontra. Ko pogledaš, bom rekel, velike mrge te družbe,
Oni se poščijajo na vso zakonodajo, oni delajo, kar njim pač paše. Pač tako, delamo, kakor čemo, vse pa lahko delamo, kar čemo. A res, ne vem, če je to čisto glih tako, da lahko delajo ljudje, kar čijo. Lahko, sem daleč stran od mene. Zaradi mene lahko osa dela karkoli, ampak v bližini mojega nosu pa ne bo delala karkoli. Ona pač v bližini mojega nosu ne bo delala nič. Nič in jo bom eliminiral. In enako sem se odločil narediti tudi z ljudmi. Ne dovolim, da ljudje vplivajo na mene s svojo negativnostjo. In to je nekaj, temu se reče diamantna imuniteta, diamond immunity, ko ne morajo več zvleči tebe v svojo orbito negative. In če smo se pogovarjali o tem, da ljudje oddajajo svojo negativno energijo in jo širijo na druge, tako vplivajo in tako širijo svojo negativno energijo, lahko tudi vi in mi svojo pozitivno energijo delujemo kot tale oddajnik. Oddajamo pozitivno energijo in dajmo jo, zaradi tega, ker svet to krvavo in nujno rabi. Bodimo svetilniki, bodimo oddajniki. Budko in Lucy si mi poslala, Sabina, vidim in evo ga, takole je Sabina naredila v današnjem jutru slikice našega Budkota in Lucy. Budko, ne vem, kdo ga pozna, Budko je moj višji minimi, višji, nižji moj globlji otrok, ki ima svoj pogled na svet in seveda svojo prijateljico Lucy raziskujeta svet. Takole je Gobar in pika polonico najdu in let the sunshine in. Kole smo mi dva z Lucy najdli eno rožico, ker smo not med rožicami bila celo poletje noterne. In Lucy ima strašno rada rožice, pa zdraven mene je čist kos, zdaj me drži, ki klapne. Ja, pa paradajz, zelenjava nama je dobro ratala, moram reči, paradajz in korenček in še buče so ratale krasno. In ne vam povem, da sončnica tudi posluša kozmos, ona se obrne proti soncu, edin človek se pa obrne drug proti drugemu. To je čist narobe bilo vse skep. Majke mila, da je bilo to res. Evo, in sončni zahod smo počakala, zato ker mama rada sončka. Mi dva gledava sončka, ker sonček prinaša kode. Obvezno. Dobri stari časi, ko je Budko imel kaj povedati, ko je še publikum sodeloval in smo imeli živahne radijske postaje, radijske oddaje in jutra in mi je res žalostno. Ko gledam to apatijo, to ignoranco, bom rekel če sem rekel 11. božja zapoved, ne deli se neumnega, sem včeraj prišel do nečesa večjega in sem ugotovil, da v bistvu v biologiji, veste, žival, kadar se počuti v strašni nevarnosti, se kar mrtvega naredi, ne? In jaz mislim, da 12. božja zapoved bi bila, ne bod toliko ignorantski in ne se delati mrtvega, sto mater. Make yourself alive. Nared sebe živega, dio mio. Ni vse tako zelo slabo, ki izgleda. Sam ego je tisti, ki pravi, da je treba se narediti mrtvega. To je preživetveni nagon. Ne mi reči, da je to stvar zavesti. Zavest je še kako živa na dnevni bazi. In ja, Budko in Lucy, zgodbica, ki jo založbe nočejo imeti. To je tako hudo, da sem poslal 5 založbam, pa se nobena ni odzvala. To je čist noro, ker pač enostavno sam imam pri tem velike težave. Ampak okej. Ja, razvijati empatijo, to je tisto, kar je bistvo. Opazili smo, da pač delimo se na dvoje, eni dušo imajo, eni nimajo, ne bom obsojal, odločili so se biti ignorantski, ne želijo, ne morajo kapacitete dvigati empatične, vsak bi se lahko pozdravil v umu in v srcu, vsak, vam garantiram, ampak če se je odločil, da se noče, je pa to njegova odločitev in noben ga ne more brcati v to.
In razviti empatijo je zelo dober, pa vendarle je Valerija, hvala za nasvet, vem, kako to gre, nikamor ne pele to. En kup teh nasvetov že dobil, pa če bi bilo to tako simpel, bi že vsi imeli kar neki knjig v rok, pa ni to tako. Ker pač težko tle z 2 evroma na dan, kaj samo založim, ampak okej, pustimo stati, to je druga pesem. Kaj se hoče reči? Razvijati empatijo. Pa vendarle, biti empatičen je v tej družbi precej nevarno. To je v bistvu oni te kar pobijajo, če si empatičen. Zaradi tega je treba razviti zavestno empatijo. Kdaj daš in kdaj ne daš. Kdaj si postavil ostre meje pred predatorjem in kdaj si se odprl, ko si začutil, da imaš pred sabo človeka. In razvijati zavestno empatijo je tisto, kar je korak iznad tega biti zgolj empatičen. Ne? Sabina, dodajaš, da novi svet je tak, radovednost, ljubezen, skrb za sočloveka, bratstvo, to je novi svet. Absolutno. Dokler človek skrbi za svojo rit med tem, ko je potlačil enega ali 10 ljudi, to za moje pojme ni noben uspeh, ampak bi se ljudje morali tega sramovati. In mnogi se, in še več bo takih, ki se tega bodo sramovali. Žal mi je, jaz si pred tem opozarjam, kot je značilno za preroke, da opozarjajo pred nevarnostjo, neumnosti, ne? Pa vendar. Kaj sem hotel reči? Ja, biti ljudje, biti drug drugemu v pomoč, da nam je drug za drugega mar. Prav zjutraj sem poslušal, je ženska rekla, da je človeku dala neki denar, ker je bil pač brezdomec in mu je pač začutila, da je človek v potrebi in mu je dala. In je možak rekel, koliko ste prijazna, danes že celo jutro name pluvajo. A je to družba? Ne, to ni družba. In taki ljudje morajo biti iz naše družbe, iz našega neposrednega okoliša odstranjeni. Ne? Torej, kdo, če ne ti in kdaj, če ne zdaj? Mi smo tisti, ki bomo rekli, taka družba nas ne zanima, imejte jo, sem brez nas. In dovoljeno je umakniti se iz tega. Vsakmu je dovoljeno umakniti se od parazitizma, od zaničevanja, od bom rekel, narcisoidnosti oziroma pomankanja empatije oziroma odsotnosti empatije. Ne moramo teh ljudi popraviti, ker so se odločili biti pokvarjeni. Dobesedno pokvarjeni fizično in dejansko so pokvarjeni in so bezobrazni, ker nimajo lastnega obraza, ker nosijo maske. In te maske rabijo zalogo energije, da sploh držijo na človeku in to energijo črpajo od empatov in če empati ne damo, potem njim maske zdrsnejo dol. In kot gledam, kot opazujem, mnogim že maske grdo razpadajo, grdo pokajo, grdo lezejo dol iz človeka. Marija, dobro jutro tudi tebi. Sabina, dodajaš, da mi moramo v sebi začeti snovati novi svet, kjer je ljubezen doma. Stari svet je v zatonu. Stari svet je, Marija, me veseli, da ti je glasba všeč, da moja vsebina je čist ta terciarnega pomena, ne? Glasba, to je pomembno. Hvala lepa na pohvali glasbe. Me veseli, da si najdla glasbo za pohvaliti, to je tudi en tak dober pokazatelj. Malo se zamislite, kaj počnete. To je isto, kada vam kuham večerjo, vi pa krožnik hvalite. Jaz nisem, preživim vse, ampak tako, ne, lepa glasba. Na, a če se jaz ugasnem? Glasba. Ja, drugače tako fuje lepo, če pa človek pohvali kakšno vsebino ali pa kakšnega govornika ali pa koncept oddaje. Mi je najlepše, ki mi ljudje rečejo, mater, dobro glasbo najdu, the best, jaz pa 1 uro programa. Vse je cool, nima veze, tudi to so pokazatelji, ljudje svašta pokažete, da ne bo pomote. Dobro,
Ločimo se na ljudi, ki smo se odločili, da želimo vedeti resnico, in na tiste, ki so se odločili, da nočejo videti resnice. Ločujemo se na ljudi, ki ostajajo v svoji nizki zavesti, in na ljudi, ki zavest načrtno dvigujemo. Ločujemo se na ljudi, ki želijo ostajati na nivoju sistema. Sistem je neka najnižja oblika obstoja. Vse naprednejše civilizacije, ki so pred nami obstajale na tem planetu, in naprednejše civilizacije, ki obstajajo v neskončnem obstoju tega kozmosa, vse te civilizacije so priklopljene na en in isti ver, in prav bi bilo, da se priklopimo na ta isti ver tudi mi. In ali se boš priklopil ali ne, je stvar odločitve. Kot je stvar odločitve, ali boš poslušal prvi program Radia Slovenija, ali boš poslušal Radio Aktual, ali boš poslušal Radio MTK. To je seveda odločitev slehernega posameznika. Torej, ali boš poslušal informacije, ki jih pošilja sistem preko radijev, preko medijev, preko občil, preko politikov, preko zakonodaje, ali boš poslušal to, ali boš poslušal zakonodajo, ki je kozmična, ki je univerzalna in večna, zapisana pred tisočletjem, ali jaz ne vem kdaj točno, v obliki 10 božjih zapovedi, v obliki svetega pisma: bodi človek, ljubi bližnjega, sebe in tako naprej. Vse to je zakonodaja: ne škoduj drugmu, ne škoduj zemlji, ne škoduj živim bitjem in tako naprej. Vse to je zakonodaja, ki je tukaj jasna in jasno zapisana. Predvsem je v zadnjem času precej moderna 11. zapoved Božja, ki pravi: ne se delati neumnega, ker to res ni dobro. To je 2 leti stara moja pogruntavščina. Novejša pa je: ljudje, dragi moji, ne se delati mrtvega, ker nismo mrtvi. A ne? Pravi Sabina, da je danes praznik, prva obletnica radia Megahertz, čeprav smo že par dni čez. A res? Obletnica radia Megahertz, sem res, 1 leto smo že skupaj, na kup radijskih jutranjih oddaj smo naredili, ogromno ljudi smo dvignili, ogromno ljudi se je od nas poslovilo, ker je bila globina prehuda, z maskami se tja noter pač ne daje, potrebna neka druga sila, ki rečemo avtentičnost, in avtentični biti, to je tisto, kar pravzaprav vsi pogrešamo, pa vendarle nam sistem brani biti avtentičen, in tudi Jezus je promoviral avtentičnost in je bil kaznovan do križa. Tudi jaz sem prehodil svoj križev pot v tem mojem lastnem kraju in širše, a nikaj. Ko je, vse to se da speljati. Zdaj, kar ne ubija, to jača. In mene njihovi napadi niso ubili, in evo me. Močnejši kot kadarkoli, samozavestnejši kot kadarkoli, razgledan bolj kot kadarkoli, širina pogleda širša kot kadarkoli, in jaz bi želel, da bi se to zgodilo vsakmu, ker to je kapaciteta, ki jo nosimo vsi, s tem smo se rodili, pa vendarle tega nismo razvijali. Dajmo razvijati to v pravo smer. Ura je 8 pa 1 minuta, naj bo 1 ura dovolj. Jaz ne vem, zakaj mi po 1 uri začne glasilka počas srbeti in žgečkati, in nima smisla, da se borimo pretirano. Naj bo motivacija za 2. september dovolj. Dajmo samo tako reči, nismo vsi enaki, brez da kogarkoli sodimo, lahko rečemo, da nismo enaki glede na zavestno odločitev, želeti ali ne želeti, odločiti se ali se ne odločiti še. Nekateri se bodo odločili stopati na pravo pot. Ne, Marija, ni bil nič kaznovan zaradi naših grehov, to je banana, tako da če boš kdaj še z nami, pa če boš kaj več spremljala, boš vedela, da je to laž. Nič ni bil on zaradi grehov, bil je kaznovan zaradi tega, ker je bil avtentičen, in ker je bil avtentičen, ga je sistem zbal, kot je zbal mene, kot bi zbil tebe, če bila avtentična. Ker sistem pobija, in vse kar je podobno avtentičnosti in avtentičnosti, pristnosti in empatičnosti. Ne? In to so počeli vsem pred mano in pred nami, hvala lepa tudi za krono še enkrat, in ni Jezus nič naših grehov goltov, tako da ne grešiti, ker grehov on ni zgoltov. Pa sploh je Jezus arhetip.
Se spomnim Sabina, ko si ga dobesedno žgal 7 ur skupaj v živo, kapo dol, Matej. Ja, enkrat smo ga pa res žgal, kar do 2 popoldne. Ja, zato, ker smo dogajali, drug z drugim smo dogajali in kadar dogajamo skupaj, je res lušten. Mal muska, mal slike, mal komentarji in smo se lahko res fejst zabavali, dokler pa komentiramo 3-4, je pa to pač kam, je pa 1 ura več kot dovolj. In kot praviš, Valerija, Blava, čestitke predvsem za vztrajnost in dobro voljo. To je moja ideja, biti kontra sistemu, ker sistem ponuja strah, tesnobo, zmedo, kaos in plehek humor, ki sploh ni humor, ampak je ena navadna vulgarizacija vse te kurbarije in tega jaz ne podpiram, ker ljudje smo lahko krasna bitja, če tudi jaz za fik sam vmes, absolutno zaradi tega, ker določenih stvari imam tudi jaz daleko preko kape in imam rajš krone na glavi, kot mi tu in tam kdo spusti. Dragi moji, želim vam prečudovit tork, želim vam, da ste samozavestni, samoodločeni v prav in Sabina praviš, da ti delaš točno to, za kar si rojen. Glasnik in prerok. Ja, sem to morajo ljudje sami pogruntati, da je to in zdaj sam sebe poimenovati, se nastavljam že tu in tam, pa sej vedo, če me ne bi od rane mladosti probali pri tem ustaviti. Ne. Oni so se bali, da razvijem svoj polni potencial. Meni je jasen, kakšen potencial sem razvil in vsak ima tak potencial, to je pa tisto, kar je pa moja naloga, vsakega slehernega človeka spomniti, da imamo vsi ta potencial, pa vendar, če se odločimo biti v ignoranci, da ga ne bomo razvijali, ali pa v odločitvi, da bi želeli to razviti, kako se to razvija, ja, tega šola ne ponuja, tega ne ponujajo univerze, celo knjižnice skrivajo ta znanja. Imamo knjige, imamo znanja, vendar se je treba spustiti v raziskovanje in posledica raziskovanja je, da vam ponujam znanje in sem sprejel vase znanje, ki ga ni meni dala nobena šola, dalo mi ga je življenje, dale so mi ga izkušnje in taka šola, ki bi to dajala, ne obstaja. Ne? To je moja šola, moje spoznanje, moja pot, vsak ima svojo, če jo le sestavi skupaj. S tem, da pri meni so dodani še mal downloadi, uvidi, spoznanja, ki prihajajo od nikjer oziroma od našega vse prežemajočega Boga, če ćemo temu tako reči. Sabina praviš, da živim svoje poslanstvo in zato se hitro razvijaš. Jep, Godspeed se temu reče. Božja hitrost je tisto, kar sreča vsakega, ki se odpravi na svojo pot. Dragi moji, še enkrat hvala lepa za sodelovanje, za druženje, nagrade, komentarje in delitve. Bote prečudovito in mogoče se pa vidimo jutri, mogoče pa tudi ne. Kdo si ga ve? Bote lepo in vse dobro. Vsem. Čau. Look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurting runs off my shoulder, how can I hurt when holding you? Oh, warm, touching warm, reaching out, touching me.